Ja, lepo pozdravljeni, se mi zdi, da je ura že odbila pravkar 6, tako da pravzaprav lahko začnemo z nocojšnjimi srečanji pod Slamniki in z eno zelo imenitno gostjo. In se zelo veselim pogovora s Sašo Roškar. Saša je univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja. Tako, to je točen naziv. Drugače pa Saša prihaja iz Domžal in tu še vedno živijo tudi tvoji starši. Drugače pa zdaj živi Saša v Ljubljani, je partnerica, ima tudi 3 sinove. Drugače pa se z njo srečujemo občasno, ker je tudi konzervatorka oziroma konzervatorska svetovalka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine na območni enoti v Kranju in tam med drugim pokriva področje Gorenjske in tudi recimo Triglavskega narodnega parka, ker bo nocoj pogovor se odvijal precej ali pa predvsem v zvezi s kulturno dediščino, bo pravzaprav Gorenjska zelo zanimivo področje. Prepričani smo, da imajo tam konzervatorji kar kaj početi. Ampak mogoče je, Saša, da se vrneva nekoliko nazaj. Mladost je tvoja potekala v Domžalah in najbrž si z Domžalami še povezana. Kako je bilo v mladosti živeti tukaj v Domžalah, mogoče tudi z očmi tega, kar zdaj počneš? Ja, o tem, kar zdaj počnem, nisem imela pojma. Tudi zato, ker jaz nimam korenin v Domžalah. Mi smo se v Domžale priselili, ko sem bila stara 1 leto pa pol približno in nimam kakšnih babic pa dedkov tukaj, tako da te domžalske zgodovine, ki sem jo pol kasneje raziskovala, nekako nimam v krvi, ni to tisto, s čimer sem odraščala. Sem pa seveda tukaj hodila v šolo, hodila na rekreacijo na Šumberk, tekla v Kamniški Bistrici in tudi bila članica in sem še vedno Domžalskega planinskega društva. Tako da mislim, da en velik del moje socializacije je potekal na dvorišču Stolpanc, ker sem pač živela v Stolpancah v središču Domžal in pa v okviru planinskega društva Domžale. Zdaj, glede na to, da se tole postavilo ravno na začetek, ti si za danes pripravila, mislim, da več kot 100 z teh fotografij, ki jih boste lahko, če bova premalo zanimivi, ampak dvomim, vmes tudi pogledala. Skratka, to, če lahko na kratko predstaviš, kaj je tisto, kar si bodo lahko nocoj tisti, ki so v živo z nama, drugače to bo tudi snemano, ogledali. Ja, pripravila sem en tak nabor fotografij iz območja, ki ga pokrivam kot konzervatorka. To je po mojem mnenju najlepše območje, ki si ga konzervator lahko želi, in sicer območje Triglavskega narodnega parka in pa območje Gorenjske od Kranja proti severo-zahodu in pa pokrivam tudi občino Jezersko. Skratka, ta gorata območja, ki so mi zelo, zelo blizu. In pripravila sem en tak nabor lepih stvari. Fotografije stavb, kozolcev, domačij, s katerimi se kot konzervatorka ukvarjam. Na fotografijah nekako sem se tako odločila, da ne boste gledali problemov, ne boste gledali neskladnih gradenj ali pa kakšnih drugih takih manj prijetnih stvari, ampak mogoče tako bolj za eno tako lepo popestritev. Ampak govorili bova pa tudi morda o tistih kakšnih manj lepih stvareh, ker je o tem pravzaprav treba govoriti zato, da se spreminjajo. Saša, zdaj omenila si Gorenjsko in to, da si tudi zelo vesela, da jo pokrivaš. Glede, mi smo tako malo na meji,
če hočemo, smo Gorenjci, če nočemo, nismo Gorenjci, kakor se pravzaprav sami tudi malo opredeljujemo, ker tukaj nekih zelo, zelo ostrih meja ni, v nekih upravnih stvareh celo sodimo včasih pod Gorenjsko, drugih ne. Ampak kaj je tisto, kar se ti zdi z tega vidika, ki ga ti pokrivaš, kulturne dediščine, tisto na Gorenjskem, kar je drugačno, dragocenejše, kar je še posebej, ne vem, posebno, vredno? Ja, zagotovo je to, da je Gorenjska ima nekatere, moram najprej mogoče to reči, da jaz kot etnologinja v glavnem pokrivam, temu rečemo mi profano stavbno dediščino podeželja, ne? Se pravi vasi, kakšne manjše trge in pa na Gorenjskem spadajo sem tudi planine. In z tega mojega področja je Gorenjska zanimiva zato, ker se tukaj dejansko nahajajo ene izmed, recimo najstarejših hiš, ki jih imamo na Slovenskem, starejši so samo še na območju Primorske, še vedno ohranjene, skratka govorimo o hišah, ki imajo 500 ali več let. In pa to, da recimo, če primerjamo z ostalo Slovenijo, da ima Gorenjska relativno dobro ali pa zelo dobro ohranjena vaška jedra. Recimo, ene take primerjave so bile narejene, da če pogledamo vaška naselja skozi prve kartografske podatke, ki jih imamo, to je recimo franciskejski kataster iz začetka 19. stoletja in ga prekrijemo z današnjimi kartami, z današnjim katastrom, so ta vaška jedra pravzaprav zelo, zelo dobro ohranjena. Vasi so nam ušle na robovih, ampak ta osnovni stavbni fond je pa pravzaprav še v relativno dobrem stanju, če primerjamo z ostalimi deli Slovenije. In pa na našem območju seveda tudi planine. Planine so tudi ena taka izjema, posebnost, ki si jo lahko mogoče malo delimo z tem zgornjim Posočjem, pa malo tudi z Logarsko dolino, ampak načeloma na našem območju, na območju območne enote Kranj, pokrivamo največ planin. Zdaj najbrž te ni treba prav dolgo poslušati, da opazimo, da imaš rada delo, ki ga opravljaš, rada imaš etnologijo. Pa me mogoče zanima, odkje pa je prišla pobuda oziroma odkje je odločitev za ta študij. Ta študij pravzaprav večina spozna šele pol, ko srednjo šolo konča, nekih predmetov povezanih direktno s tem v času šolanja srednješolskega ni. Kako si ti pravzaprav prišla na idejo, da bo to tvoja pot izobraževanja in kasneje tudi dela? Ja, tako kot mogoče vsaj polovica študentov etnologije sem se vpisala bolj zaradi neevropskih kultur. Prvenstveno zaradi Južne Amerike, v kateri še do danes nisem bila. In v bistvu potem sem dejansko šele skozi študij spoznala tudi ostale stvari. V času študija me je še posebej zanimala vizualna antropologija, skratka ukvarjeno je z dokumentarnim filmom in fotografijo, in pa tudi ženske študije, tako da konzervatorstvo je postalo nekako, tem sem se začela ukvarjati v resnici poklic šele potem, ko sem dobila službo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Prej me ni tako zelo zanimalo konzervatorstvo. A je bil zavod tvoja prva in zdaj tudi še vedno zadnja služba, če tako rečem, a si vmes še kakšno stvar poskusila? V bistvu se zelo lahko identificiram z današnjimi mladimi, ker sem bila jaz 5 let po študiju brez redne zaposlitve, skratka prekarka na avtorskih pogodbah, na zelo različnih oblikah zaposlitve. In tudi potem, ko sem prišla v službo, še kar nekaj let na takih kratkih pogodbah, po par mesecev, po pol leta. In ja, to je moja prva redna služba in do zdaj edina. Zdaj, napisala si že tudi kar velik študij, knjig, nekaj sva jih tudi razstavili tu, pa mogoče se bova ustavili najprej pri tistih delih tvojih, rekla, strokovnih člankih,
brošurah ali pa tudi malo obsežnejših knjigah, ki so povezane tudi z Domžalami, ne. Teh je kar nekaj, ne. Mesto Domžale, sprehod skozi prostor in čas, mislim, da ste to delali še z Komisijo za turizem in Igorjem Kuzmičem, ki je lepo, da se ga spomnimo tudi, ker je res veliko naredil v tem smislu za našo občino, potem zgodba o slamnikih nad Domžalskem z leta 2009, potem sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah 2015, je knjižica tudi, ki smo jo dali še tam. Potem si delati pravzaprav pri postavitvi v tisti ekipi, če tako rečeva, pri postavitvi muzeja, ne. Ta stvar se je odvijala nekako pred malo več kot 10 leti, ne. Katarina se že pridno pripravlja na to, da bomo prihodnje leto proslavili 10-letnico Slamnikarskega muzeja, ne. Pa me zdaj zanima, ker si strokovnjakinja z nekega področja, ki je z nami tesno povezano, kakšen potencial pa ima po tvoje slamnikarstvo za to naše območje, ne, in seveda, kako ti zdaj v povezavi s tem ocenjuješ zdaj teh naših mogoče 10 prehojenih let, teh, ker očitno smo se bolj ali manj uspešno pravzaprav skušali uveljaviti na tem prostoru s to muzejsko dejavnostjo in ohranjanjem dediščine. Ja, meni se zdi, da je bil v bistvu s postavitvijo muzeja, pa v bistvu te muzejske zbirke ali pa postavitve tudi vseeno ocenjujem, da je en tak sodoben način, da je bilo to zelo pomembno in da se je takrat zares začelo tako o tem slamnikarstvu več govoriti in da smo ga nekako spravili v ta javni prostor, ne. Ker prej se je bilo malenkost prisotno, ne vem, na grbu ali pa na zastavi občine, ampak sem prepričana, da v nekako taki splošni zavesti pa praktično ne, ne. In ne vem, meni se zdi, da odlično delate v teh zadnjih 10 let, zato ker se vzpostavljajo stvari, ki smo si jih takrat želeli, ne, pa nismo vedeli, da se bojo uresničili ali ne. Ena od teh je po moje zagotovo to, da ste imeli tole delavnice oziroma delavnice, ki so se šivati slamnike naučile nove šivalke. In tle se mi zdi ta korak z Ano Cajhen in pač njenimi z gospemi sošolkami tako, se mi zdi to tak bistven korak, no. Tudi to, da recimo Ana se mi sploh zdi taka, ki razmišlja kreativno v tej smeri, ne. Da ni to samo eno ponavljanje vzorcev, ampak da je dejansko tak kreativen pa sodoben pristop k tej temi. Ker to se mi zdi zelo pomembno. No, pa to, da se je vzpostavilo to, da praktično sem prepričana, da vsi domžalski šolarji v času šolanja vsaj enkrat pridejo v muzej, če ne 2-krat ali pa 3-krat, ne. Saj mogoče se jim tisti trenutek to ne zdi tako pomembno, samo v resnici bojo pa to za vse življenje zapomnili, da so tukaj bili, ne. Tako da to se mi zdi strašno velik korak naprej. In se pravi, takrat pred 10 leti si nismo čisto predstavljali, kako bojo stvari živeli, ampak očitno funkcionirajo, tako da čestitam. Ja, hvala, no. Saj nisem zato vprašala, da bomo dobili pohvale, zato bom zdaj več naredila, pa mogoče te vprašala, kaj bi pa nam svetovala, recimo, ko nas tako opazuješ, včasih bližje, včasih pa malo dlje, ne, od nas, kaj bi bilo pa tisto, kar mogoče v kaj ne usmerimo še, recimo energijo, sredstva, kolikor jih pač imamo, saj nismo en velik, ne bogat muzej, ampak pravzaprav skušamo iz vsake stvari drobne narediti zgodbo, ki pa sem jaz zelo vesela v teh časih, kljub vsem tem večjim stvarem, postajajo tudi te majhne zgodbe izjemno zanimive, pomembne in pravzaprav tudi širša javnost jih začne prepoznavati, recimo, kot res take biserčke, ne? Ja. Jaz bi rekla, da v ljudi, ne? Da bi, ne vem, mogoče lahko povečali ekipo profesionalcev, ki tukaj delajo, ne?
Zato, ker se mi zdi, da rabiš nekaj časa, da se na enem področju tako prekališ, da začneš lahko sploh malo bolj resno razmišljati in tako se mi zdi, da Katarina, ki je v tem trenutku edina profesionalka tle, enostavno je to zelo veliko tem, s katerimi bi se lahko ukvarjala, ampak en človek se ne more sam. En človek lahko, ne vem, v letu naredi 1, 2, 3 razstave, ampak to je že zelo, zelo, zelo veliko. To ne pomeni veliko tekočega dela, tudi kulturno-vzgojnega vsega. Tako da meni se zdi pomembno vlagati v ljudi, v ljudi, ki to zares zagrabijo in zares delajo. Zdaj, če lahko na nek način se malo pohvalimo, malo pa vsi skupaj proslavimo. Prav z današnjim dnem smo na novo zaposlili sodelavko, zaenkrat še ne čist. Upamo, da za nedoločen čas bomo videli, če bo šlo, ampak z enim znatnim deležem dela, ki naj bi ga posvetila muzeju, Ivanovo, ki je bila prej Kosova. Tako da mislim, da sodelavko, ki je že veliko delala, seveda Ana je pa že tako, mislim, da utrdila zdaj svoj status na ta način in seveda ob Ani je še neki deklet, ki zelo uspešno tudi spletno prodaja, mogoče ne toliko izpostavljeno. Ana je res ogromno naredila te zadnje 2 leti, se mi zdi tudi za promocijo v časopisih, posod se pojavi, intervjuji, ne vem, nočni radio, tako da se mi zdi, da je to res ona tam pri vrhu. Ampak je še nekaj manjših, tako da evo, nekaj tega v to smer smo očitno tudi sami razmišljali, da je nujno iti in smo pravzaprav točno to danes realizirali. Zdaj, če pogledava to tvoje raziskovalno delo, si se ti veliko ukvarjala tudi pravzaprav z domžalskimi slamnikaricami doma in na tujem, oziroma predvsem na tujem, njihovimi življenjskimi zgodbami, pa se mi zdi smiselno vse mogoče te pobarati, nekaj smo o tem že govorili, ampak to se mi zdi zelo specifična zgodba, to je res tudi zelo domžalska zgodba, prvo zato, ker je ženska, in sprav z Domžal so hodile ženske, rekli nekaj podobnega kot Aleksandrinke, po čemer se je večina teh žensk vendarle vračala, je tako, nazaj, to je bilo sezonsko delo. Ja, mene so nasploh te ženske zgodbe pa ženske usode nekako pritegnile, pa me še zmeraj tudi pritegnajo. In ja, to v bistvu sezonsko delo domžalskih slamnikarc je pač nekaj, kar je izjemno v slovenskem merilu, zato, ker je to vsem čas, ko ženske oziroma to je čas pri nas zgodne industrializacije, ko se po vsej Sloveniji tovarne še vzpostavljajo in Domžale so bili v bistvu eden izmed začetkov takih industrijskih centrov, kjer so zaposlovali žensko delovno silo. In saj so bile ženske tudi prej že zaposlene v industriji, recimo najbolj taka znana, tudi malo brutalna, so bile zaposlene tudi v Fužinah, ali pa v Kovačancah, kjer so kovale žeblje, ampak tam so bile ženske v manjšini, ne pa v večini, za razliko od Domžal. Tukaj je bilo tako zaradi načina dela, zato, ker je bilo pač to delo, ki so ga ženske upravljale boljš kot moški, pa tudi moramo pač biti pošteni, zato, ker je bilo plačano ne prav dobro, in pač so bile ženske za to plačo pripravljene to početi. Bile so pa to pripravljene početi zato, ker so pač dobile plačano v denarju, kar je konec 19. stoletja tukaj, v tem ruralnem področju, bilo še zmeri bistveno drugače, kot če so delale za kmete, kjer so pač praviloma bile plačane v naturalijah. In pač s tem so si one lahko izboljšale svoj materialni status. In družine, in seveda njihove družine. In ja, to je zelo podobno ali pa isto obdobje, kot so na tuj odhajale Aleksandrinke. In zame je bila, ne vem, mogoče ena od bistvenih razlik ta, če jih primerjamo z Aleksandrinkami, da
o teh slamnikarcah, v nekem javnem diskurzu v bistvu se ni govorilo slabo, ne. To so bile so obravnavane kot dobre delavke, kot tiste, ki si jih želijo drugi, a ne, kot delavke, in pa tudi kot zaželene neveste, ne, ker so se v bistvu na tujem zaslužile doto, a ne, ki so jo potem prinesle v zakon. Je pa moja razlaga je, da je to zato, ker so bile v bistvu mnogo bolj pod rekla, očmi socialne kontrole kot Aleksandrinke. Aleksandrinke so delale v domovih in tam pač ni vedel točno, kaj počnejo. Medtem ko slamnikarce so pač delale v tovarnah, kjer so bile vsem na očeh in se, če rečemo v narekovajih, niso mogle slabo obnašati. Pa vse si niso mislili, da se slabo obnašajo. Tako da to je eden od bistvenih razlogov, zakaj so jih dojemali drugače kot Aleksandrinke. In danes se nam mogoče zdi, da je bilo to eno kratko obdobje, pa ni bilo tako kratko, ne? To je bilo v bistvu obdobje skoraj tam enih 50-60 let. V tem času so recimo šle iz ene družine lahko tudi 2 ali pa 3 generacije, ki so bile slamnikarce in so hodile na delo na tuje. Zanimivo je pa tudi to, da je od nas danes to toliko oddaljeno, da te ženske pač niso več žive, ne? In se jih spominjamo ali pa se jih spominjajo njihovi sorodniki, v glavnem od takrat, ko so bili otroci. Tako da zelo veliko informacij smo na žalost izgubili in jih lahko opazujemo danes ali pa o njih premišljujemo, v glavnem skozi ta sorodstvena, dostikrat otroška očala, ne, ki so... Vnuki se večinoma že zdaj, ne, so že skoraj vnuki. Nekaj je pač ena zelo druga perspektiva, no. Ampak kaj pa ta moment zdaj, ko si usporajala Aleksandrinke in naše slamnikarice, da so se pa vendarle, vsaj govoriva o teh, ki so bile so v Evropi, ne, nisi umela, večinoma so šle pač v to zaledje Avstro-Ogrske ali pa še malo dal, no, ampak in one so se sezonsko vračale, ne, večinoma niso šle tako kot Aleksandrinke, pravzaprav pustile otroke in šle za eno dolgo obdobje, potem pa se enkrat kasneje vrnile, ki so jih doma skoraj že, tako, če gledaš tiste zgodbe, skoraj že pozabili, ne? Ja, načeloma so se te, ki so delale po Evropi, skratka po v bistvu tej srednji Evropi pa po Balkanu, ne, v bistvu so hodile do Romunije, in so se vračale poleti domov, ne, oziroma takrat, ko ni bilo te šivalne sezone, ker slamnikarske tovarne so praktično do prve svetovne vojne tudi še pol delale sezonsko in skratka poleti niso delale. Ali pa so potem delale klobuke, ne pa slamnike. No, ampak v bistvu tudi tukaj srečamo zelo podobne zgodbe tem aleksandrinskima, ne. Skratka, te ženske so tudi pustile otroke doma in pač so za te otroke doma poskrbele v glavnem ženske sorodnice, a ne, babice, tete, mogoče tudi sestre, a ne, te zgodbe so v bistvu zelo zanimive, kako so pol ti otroci, recimo tisti pa, ki so se potem izseljevali v Ameriko, kako so ti otroci prišli za njimi, kako so jim nekaj let domov pošiljali denar, da so doma skrbeli za otroke, a ne. In za nas so danes to pač ena nepredstavljiva razmerja, ampak takrat pa pač v tem prostoru niso bila tako nenavadna, ne. Ker so na ta način pač ženske lahko poskrbele za svoje družine in se mi je zdelo tako prav. Zdaj, če smo nekoliko nekaj teh pričevanj, vsem bilo, ne, nekaj sem jih tudi poslušala, nekaj si jih imaš tudi ti, seveda o njih pišeš. Zelo dobro se spomnim, ne vem, eno, ki smo jo mislim, da še snemali, da je rekla, da pač, ali pa sorodnik, no, ne vem, oni so se vračali, ne, in ko si rekla, gradili in so veliko prispevali za svoje družine, ne, in so veliko prispevali tudi za Domžale, ne, pa če nekoliko omenila zgodbo, ki je zdaj aktualna, no, jaz lahko tudi povem, da tako, kot smo danes novo sodelavko zaposlili, smo danes tudi podpisali pogodbo za tisk, oziroma oddali naročilo zadnje še za tisk 4. Bernikove knjige, v narekovajih Bernikove, ker to bo knjiga o Berniku, ne, in se je tam, je tudi eden od prispevkov tvoj, vezan na to, no, ampak to, kar je bilo, ne, ko so se vrnile, ne, je
tega pričevanja se spomnim zelo dobro, ne. Je v parih dneh župnik Bernik potrkal na vrata tiste hiše, ne, malo je prišel pogledat, če je vse najbrž v redu, ampak tudi, bom rekla, en tak prispevek je bil pričakovan in seveda zato lahko rečemo, da so te ženske, ker je pa Bernik s temi sredstvi zgradil, vemo, da kaj vse v Domžalah, od doma upokojencev, narekovajih vrtca, kulturnega doma, ne vem, koliko teh objektov, ne, pravzaprav so one skozi to in skozi ta vidik, ne, gradile tudi Domžale, zato sem hotela to omeniti na en zelo poseben način. Absolutno, in one so recimo ta informatorka, ne, prepovedovala o tem, da sta njena starša leta in leta hodila v Romunijo, ne, v Bukarešto na delo, pa ko ona dva nista prinesla domov samo svojega denarja, ne, ker nekateri se pa recimo tisti, ki niso imeli otrok, se pa tudi niso čez sezono vrnili domov, ampak so tam ostali, ona dva sta prinesla tudi denar od drugih za Bernika, ne. In z Amerike je bilo ravno tako, ko so v bistvu prihajali domov, oziroma tudi po teh bančnih transferih, ki so bili... Vse zapisano, ja. Tako, ki so v bistvu preko teh bank privatnih poslovali, so prihajala sredstva tudi za Faro, ne. In ja, tako v bistvu... Pa te moram popraviti, bolj kot za Faro se mi zdi, za projekte, ki si jih je Bernik zamislil, ne. Ja, ne, to je tisti, ki pa tam ostali na Goričici, ampak te stvari so šle v resnici za ljudi, za razne te projekte. Se to sem hotela reči, da v bistvu na ta način se tudi pač gradi skupnost, ker oni so prispevali za skupno dobro, za kulturni dom, za, ne vem, vrtec, za pač neke projekte, ki niso bili Bernikova neka osebna kaprica, ampak so dejansko gradili tukaj skupnost, in so verjetno imeli občutek, da je to v redu, da je to, da pač pri tem lahko sodelujejo, ne. Vprašanje, a imamo danes kakšne take projekte, ki nas tako povezujejo, da smo pripravljeni nek del svojega dohodka vlagati v bistvu v nekaj javnega, ne. Ja, pa še nekaj res, ne, če se že pravzaprav že kar v dialogu pogovarjajo, da mogoče takrat, ne, to, ko gledamo to zapuščino, ne, Bernikovo, ne, to je neverjetno, to je do najmanjšega vsakega centa točno zapisano vse, zato se spomnim, koliko denarja iz Amerike tudi prišlo, ne, zelo redno, za vse večje stvari, ne, nazadnje je on tudi dvakrat šel v Ameriko, o tem boste tudi lahko v knjigi brali, ne, malo pogledati svoje farane, ne, tako da pravzaprav je to zelo zanimivo, zato hočem reči, da je bilo res, točno so vedeli, ne, od zadnjega, v kaj grejo, kam je šel denar, žal zdaj večkrat pri teh stvarih, ne govorim sicer o Domžalah, ampak tako nasplošno nimamo najboljšega čutka, da potem res vedno tudi zgodba konča tako, kot more in čemur je bila namenjena. Ja, ne, ampak v bistvu poleg pač nekih institucij, ki jih je Bernik gradil, je pa ogromno šlo tega tudi v, ne vem, neko formalno ali pa neformalno recimo izobraževanje, ne, skozi kulturno udejstvovanje, skozi radne tečaje, skozi take stvari, ki bi lahko rekli, da so na nek način ljudje dobili nazaj, ne. Saj to ni šlo za eno imaginarno skupnost, to je šlo v bistvu za njih tisti trenutek, ki so lahko in pa uporabljali infrastrukturo, ne, in pa tudi skozi razne te aktivnosti aktivno sodelovali. Dobro, več boste seveda lahko prebrali v knjigi, jaz upam, da tako v roku kakšnega meseca, ker je to zelo zahtevno delo tudi za tiskarje, ročna vezava in potem tudi ročna izdelava teh knjig, ne. Kdor jih še nima, si jih lahko tudi tamle potem ogleda ali pa pri nas naroči. Zdaj bo to komplet pravzaprav 4 knjig, ne, obeh zgodovin, fragmentov, ki smo jih iz prepisa, ne, časa med drugo svetovno vojno, njegovih zapisov, rokopisov in pa seveda ta četrta, ki se mi zdi pa res izjemna in dragocena, ne, da bi vedeli, smo naenkrat združili, moram reči, več kot 20 avtorjev, ne, ki so sodelovali. Mi nismo pisali zgodovine samo o Berniku, ampak smo pravzaprav
pisali zgodovino Domžal tistega obdobja. To je zdaj logično, kot da jaz se knjige zelo veselim. Tudi jaz. Sem zelo vesela, ker si bila tudi tam z nami, ne? Najprej nisi vedela, pa smo našli zgodbo, ki je lahko tudi v tej povezavi. No, zdaj pa mogoče, da to končava in greva na tvoje konzervatorsko delo in delo v okviru zavoda, ki je seveda več kot delo, ne? Zdaj tam se ti srečuješ pri tem delu z veliko ljudmi, ne nazadnje morate vi sodelovati z ljudmi in se najbrž mora danes o neki predpostavki govoriti, ki je bila zelo živa, ne, da so se vas večinoma bali, ne. Arheologe smo se bali, občine, ker pa so oni prišli, smo vedeli, da 3 leta ne bomo mogli nič graditi, ker bojo oni kopali pa iskali pa. Ampak, medtem ko tukaj, ne, so se ljudje bali, večinoma so se zelo bali, ne, da bojo to dodatni stroški, da boste sam, rekla, nek nadzor izvajali, da ne bojo svobodni, ne, da ti prihajaš tudi v te hiše, ne, to so lastniške zgodbe, večinoma, če govorimo o hišah, kozolcih, ne vem, gospodarskih poslovih in tako naprej. Zdaj, kako si ti to doživljala pravzaprav in kakšno držo si zdaj vzpostavlja, če greva najprej na ta prvi korak, kako nekako zveste, da se bo nekaj dogajalo ali vas pa začnejo iskati, ne? Kako zdaj to zaupanje vzpostavljati, da vas začnejo imati kot sodelavce in ne kot ne bodi ga treba? Pri nas na zavodu kroži šala, da ko prideš na tako, da so preteklosti prišli na teren, pa so rekli, dober dan, jaz sem ta pa ta, iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pa so rekli, še dobro, da niste spomeniške, ka oni pa res nič ne pustijo. Ker to je bilo pač prejšnje poimenovanje. Ste bili pa isti. Ljudje smo bili pa isti. Mislim, da ena stvar je ta, da smo mi dostikrat tisti, ki ljudem prvi povemo neke informacije pa neke podatke. Ne? Da če bi šli o tem povprašati na občino ali pa kam drugam, bi verjetno dobili zelo podoben odgovor. Ne? Pa ker si imamo mi velikokrat prvo srečanje z državo, smo mi potem tisti, ki prinesemo to negativno informacijo. Recimo primer. Na Gorenjskem od Kranja gor praktično noben prostorski akt ne dopušča druge barve strešnih kritin kot sive. Skratka, to je nekaj, kar je napisano v prostorskem aktu in ali tam obstaja kakšna spomeniška služba ali ne, strehe bi mogle biti sive. Ampak ljudje tega pač ne pogledajo, ne preberejo in si želijo imeti Bobrovc, recimo. Ne? In potem smo mi te prvi, ki jim rečemo, lejte, Bobrovca pa pač ne morate imeti. Ne? Ali pa ne vem, kako so oblikovani balkoni ali pa take stvari. Ogromno teh stvari je v resnici že v prostorske akte ugrajeno. Ne? Mi jim pa to prvi povemo. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem jaz opazila, je pa to, da nam je ljudem dediščino načeloma, če nas kdo vpraša, to cenimo, spoštujemo, vsem se zdi, da je to seveda treba varovati, dokler ni moja. Dokler ni to moja hiša, pa moje življenje. Recimo, če se probamo postaviti malo izven okvirja, pa vsi dobro poznamo zagotovo mediteranska mesta ali pa hrvaško obalo, pa bi rekli, ne vem, a si predstavljate v enem Trogiru, da tam sred Trogirja, ne vem, nekdo naredi hišo z velikimi steklenimi okni, pa sivo streho. Je rekla, seveda, da ne. Ampak, ko pa pride o tem, da se pogovarjamo o moji lastnini, o moji hiši, imam pa jaz občutek, da lahko naredim, kar hočem. Pa ni čistko. Nas omejujejo razni predpisi, poleg tega seveda pa tudi varstveni režimi za kulturno dediščino. Tako da to se meni zdi, da je mogoče taka prva stopnička, ko jo moramo mi sami pri sebi tudi vedeti, da je to tako, da bo šlo za to prvi plas na nas, ne pa na prostorske načrtovalce, ki enkrat izdajo prostorski akt, tako ni več, jih noben ne pozna, kdo je to bil. Pol pa seveda, ko se pa konkretno ukvarjamo z ljudmi, pa mislim, da takrat,
ko se pogovarjamo, pa ko se iskreno pogovarjamo, ko pa probamo, poskušamo najti neke rešitve, takrat jih tudi najdemo, no? V večini primerov. Redke so, zelo redke so te situacije, ko jih ne. Ja, to je mogoče za začetek. Ja, zdaj, ko smo že pri lastnikih, ne, omenila si, tukaj dejansko je ta problem, ne, gre za privatno lastnino večinoma, gre za lastnike, gre na drugi strani za neke omejitve in vas, ne. Kakšna se ti pa zdi, da je ta praksa, se ta odnos lastnikov, ki je izboljšal, je drugačen, je več tega zavedanja mogoče v zadnjem obdobju, a je kaj napredka v tem smislu, da pravzaprav zdaj neki primerom je bova tudi danes omenile res dobre prakse je, tudi se mi zdi, da nekak turizem določene stvari zelo premika in bolj postavlja na svoje mesto, ne nazadnje tujci potem mogoče še bolj pohvalijo kot domači, ne, kako so kakšne stvari dobre in potem se lažje tudi tržijo, tisti predvsem se s turizmom ukvarjajo. Je napredek, ali smo tam, kjer smo bili, ali slabši? Tako, jaz skozi svojo prakso mislim, da je napredek, no? Da ljudje imajo, predvsem vidim mlajši ljudje, no? Mlajše generacije imajo drugačen odnos do dediščine, lahko jo vidijo res kot en izziv, ne? Kaj se da v bistvu z tega narediti. Pa ne samo za potrebe turizma, ampak tudi za življenje v nekih takih objektih. Turizem se meni zdi po en stran dobra, po en stran pa taka lahko tudi malo problematična praksa. Mislim, ni v turizmu vedno vse samo dobro, ne? Ne vem, najboljši primer tle zelo blizu je Velika planina, ne? Ko v bistvu turizem pač nekaj prinese, ampak tudi na ta način se pogosto marsikaj tudi žrtvuje, ne? To je pač nek druga plat medalje. Tako, skozi moje oči se mi zdi, da predvsem bi se mogli mi kot družba zavedati, da v teoriji dediščina ni samo moja, ne? Če pač neko hišo prepoznamo kot kulturno dediščino, je to tudi na nek način javno dobro, je nekaj, kar smo se odločili, da bomo kot skupnost varovali. Ampak hkrati tem ljudem praktično nič ne prispevamo zraven kot skupnost, ne? In da dostikrat ni treba zelo veliko. Velikokrat so je v bistvu ta prispevek skoraj bolj pomemben v nekem simbolnem pomenu kot materialnem, ne? Ali pa je to enako pomembno, da damo ljudem vedeti, da če jih omejujemo, da potem smo pripravljeni za to tudi nekaj narediti, ne? In se mi zdi, da tega nam res manjka. Manjkamo nam enih sistemskih rešitev, tako na področju ne vem, obdavčitve, kot z nekimi sistemskimi spodbudami. In je spet tako, mi konzervatorji smo tisti, ki smo neposredno soočeni s tem. Čeprav politike ne krojimo, politiko kroji država, ne? Ampak smo mi tisti, ki pač smo dolžni to politiko izvajati. Tako da je to dostikrat zelo težko, ker se intimno s tem ne strinjaš, ker bi si zelo želel, da bi imel kakšna orodja, pa jih pač nimaš, ne? In potem si ena na ena soočen z težavami ljudi. Ja, vi ste na nek način podaljšana roka države. Tako. V smislu kontrole, v smislu nasveta, česarkoli. Ampak zdaj videla sem tudi, saj si že to omenila, da tudi na teh vaših strokovnih srečanjih sem prebrala nekaj tega, sem videla, da prav eksplicitno tudi opozarjaš na to, da bi morala država najti mogoče nekaj podobnega, kot je pri energetiki, ne, te subvencije za te stvari. Zdaj, ampak vse, ne, ali tudi, mislim, da nekaj teh stvari vse je, ne, so precej zahtevne, ali govorijo ne o subvencijah, pač pa v evropskih sredstvih, ne. Kako je pa pri tem, ne, vem, v tujini pač vidimo in so te stvari tudi napisane, greš, cela mesta se pravzaprav obnavljajo z evropskimi sredstvi, vidiš table, ne vem, na Češkem, Slovaškem, sploh na tem vzhodnem delu sem tega ogromno ne videla. Zdaj, smo tle tudi mi malo
kot država spet zamudili določene stvari, oziroma je možno priti do kakšnih evropskih sredstev. Mislim, da nekateri to tudi so dobili, ne? Ja, ampak evropska sredstva je glavno mogoče dobiti za javne projekte, a ne? Skratka, za javno infrastrukturo, za javne stavbe in tako naprej. Zelo težko je dobiti evropska sredstva za pač neke privatne investicije, ne? In tukaj je pač tisto, ker bi mogla imeti država, kot ima recimo Avstrija, Nemčija in tako naprej, morda politiko na, pač izdelano politiko recimo davkov in tako naprej, mislim recimo Davčnih olajšav. Tako, davčnih olajšav ali za vlaganje v kulturno dediščino ali pa že za posedovanje recimo nekih kulturnih spomenikov in tako naprej. Ja, recimo imam eno stranko iz Podkorna, ki je tudi tak dober primer prakse, zelo dobro sodelujemo zdaj že nekaj let. Ona pravi, da se da priti do kakšnega denarja, marsikje, ampak v glavnem ne skozi fonde za kulturo, ne za kulturno dediščino. Lahko za ohranjanje podeželja, lahko za kmetijstvo ali pa kaj takega, ne pa namensko za kulturno dediščino. Ampak jaz pravim, kaj to govori o nas? Kaj to govori o nas kot družbi? Če imamo recimo se pravi ekosklad, ki podpira pač sanacije stavb, energetske sanacije, to so ogromni denarji. Nekaj od tega denarja, če bi šlo recimo za ohranjanje kulturne dediščine, bi bilo izjemno. Moramo vedeti recimo, o kakšnih vsotah govorimo. Ministrstvo za kulturo je letos po ne vem kolikih letih razpisalo razpis za 6 milijonov evrov. 6 milijonov evrov za vso kulturno dediščino v Sloveniji. Prejšnja leta so bili to razpisi ranga 1,5 milijona do 2. To je 1 kilometer kolesarske poti ob državni cesti stane toliko. Nič ne vprašamo, ga bomo dali ali ne, ta 1,5 milijona. To je denar za vso kulturno dediščino v državi. Nekaj to v nas govori. Koliko nam je ta kulturna dediščina pomembna? In kaj sporočamo lastnikom? Ja, zelo žalostna zgodba, ampak zdaj mogoče smo se dotaknili teh temnejših plati, ampak naj namen danes je bil pa spregovoriti, tako kot si že omenila na začetku, tudi o nekaterih projektih, ki so pa uspeli. Zdaj, mogoče jih bova zdaj le nekaj našteli, začneva lahko v Bohinju, mislim, da v delu Dom, tam smo lahko videli to stanovanjsko hišo, v Studorju, ali pa potem tudi, mislim, da vdajo, ki je bila zelo tvoja v Kozolcih, ki so tudi, mislim, da v Studorju. Zdaj, tam so te zgodbe nekako v teh primerih bile pa uspešne. Ste sodelovali, ste obnovili in je danes tudi lepo za pogledati. Ja, ta studorska obnova, tle so bili dejansko udeleženi pač tujci, ki jim je bila ta hiša všeč, ampak smo tudi v bistvu skozi nek dialog prišli do tega, da ima danes obliko, kakršno ima, da so v bistvu ohranili zunanjost nekako tako, ki je primerna za to okolje. S Kozolci je pa tudi tako, po tisti oddaji smo imeli zdaj 2 leti en tak malo večji projekt, ki smo se ukvarjali s Kozolci na Gorenjskem in smo zdaj tudi en priročnik, ki si ga lahko tudi pogledate. Kozolcev na Gorenjskem je res zelo veliko in so zelo različnih oblik. Najbolj poznamo mogoče te pod Stodorom, ki so pač ena taka skupina zelo impozantna. Jaz sem si kot konzervatorka želela, da bi prišli do enega takega priročnika, ki bi pokazal, koliko različni kozolci so na Gorenjskem. In da se na različnih območjih pojavljajo pač neki določeni tipi in da si ljudje lahko predstavljajo, da kateri kozolci v katera okolja sodijo. Mi smo popisali okrog 600 kozolcev po vsej Gorenjski in pač naredili neke take pač topografske študije. In izkazali se je tudi to, da ljudje so navezani na kozolce. V bistvu ljudje imajo radi svoje kozolce,
so jih pripravljeni ohranjati, zato ker jim pač pomenijo neko družinsko dediščino, zelo pogosto. In so jih pripravljeni ohranjati, tudi če jih ne rabijo več. Ker v resnici na ljubo, kozolci danes kot sušilne naprave so pač nekaj, kar je preživelo ta čas. Danes imamo druge načine sušenja sena. Sušenje sena v kozolcih zahteva tudi ogromno fizičnega dela in danes nimamo ljudi, ki bi jih lahko za to plačali. In spet z nekimi majhnimi spodbudami damo ljudem v bistvu nekak znak, da je njihovo delo in njihove ohranjanje pomembno. In občina Kranjska Gora je recimo taka, ki zdaj že skoraj 20 let v bistvu ima vsako leto razpise za ohranjanje kozolcev. To so majhni zneski. Pomembni, ne? Majhni, ampak stalni. Pomembno je to, da so stalni, da so vsako leto, da ljudje na to lahko računajo in skozi na nek način to sistemsko ohranjanje je šlo zdaj, mislim, da preko 130 kozolcev v Kranjski Gori, kar pa ni majhna številka. Mogoče še eno vprašanje se mi je zdajle porodilo. Kaj pa misliš o teh idejah, no pa tudi že kar realiziranih projektih, ko kozolce spreminjajo v bivalne pravzaprav hiše, ohranijo obod, ohranijo ogrodje, potem pa noter pravzaprav zdaj naredijo stanovanja. Ja, konzervatorji smo znani po svoji konzervativnosti, in se s tem nekako ne moramo sprijazniti. Najprej zato, ker to ni več kozolc. Kozolc je sušilna naprava v svojem namenu in je to izjemno dobra in učinkovita sušilna naprava. In v bistvu, ko ji vzameš to primarno funkcijo, praktično ji vzameš tisto, kar je. To je recimo skozi te konzervatorske oči tisto, kar je pri kozolcu najbolj pomembno. In v bistvu ni toliko pomembno to, da ti ohraniš strehe pa late v steklu, ampak da ohraniš vse tiste njene bistvene lastnosti. Zdi se mi čist super, kadar se uporabljajo kot neke, nadstrešnice, da se kaj pod njimi dogaja, malo večjo zadrego imam pa takrat, kadar se jih v celoti zastekli. Ja. Kaj pa, če bi bila varianta, recimo, rušenje ali preureditev? A poznaš kaj dober primer, ali pa da tudi tisti najboljši primer je še vedno slab? To so vprašanja, ki se jih v bistvu zmeri jih ljudje zastavljajo. Ja, a zdaj pa, če pa ne bomo naredili tako, potem pa pač tega objekta več ne bo. Ampak prav v primeru kozolcev, jaz mislim, da ga tudi na ta način več ni, ker smo vzeli tisto, kar je njegova bistvena lastnost. Se pravi to, da gre skozi njega zrak, da ima pač neke čisto posebne se pač neka mikroklima ustvari in tako naprej. In meni se nič hudega ne zdi, če kakšnega kozolca tudi ni več. Zato, ker kozolci so pač nas spremljali v tem prostoru ali pa nas še zmerno spremljajo tudi tam enih 300-400 let in ta trenutek jih v veliki meri ne potrebujemo več. Zdaj, ne vem, lahko si predstavljamo, v Bohinju je ogromno kozolcev. To so v glavnem objekti, ki so na kmetijskih zemljiščih. A ne bojo zdaj vsi stanovanjske hiše, ne morejo ratati vsi stanovanjske hiše, to pač ne gre. In se mi zdi, da se moramo odločiti, kje bomo ohranjali in zakaj jih bomo ohranjali in drugače bo šlo pa življenje pač svoja pot. Dobro, zato so aktualne vprašanja, ki so tudi nepretrgoma pred vami in jih opazujemo tudi mi. Zdaj, pobuda za to, da smo pravzaprav medli nocoj tu, vsaj kar se z moje strani tiče, je bila pa, ko sem prebrala to pozitivno zgodbo oziroma tudi priznanje, nagrado, ki ste jo dobili za Šenkovo domačijo na Jezerskem, mogoče kdo tudi bon letos tam izkoristil, saj ne prideš na vrsto, vse pa on skozi. Bili pa smo 3-krat že. No, evo, Miro je bil tam. Skratka, dober primer, kjer pravzaprav začel sem videla, da se je tudi tako malo na tak način, da je bilo celo neki narob najprej z nekimi sanitarijami, vendar
Potem ste pa začeli res s tam mladimi zdaj, ne, z novima gospodarjama, zelo dobro in letos ste tudi bili nagrajeni in mislim, da je to tudi prispeva neki k popularnosti Šenkove domačije, ne. Ja, tako, zdaj je res tako medijsko zelo izpostavljena. Meni je to fajn, pa tudi po moje tako nasplošno za službo je fajn, zato ker so za nas res dobra promocija, ne. Zato, ker vedno povejo, da z nami dobro sodelujejo in da v bistvu že več kot 70 let sodelujejo s spomeniško službo, ne. In v bistvu je zdaj tretja generacija, prihaja četrta generacija, ki pač gospodari tukaj in praktično ves ta čas so tvorno sodelovali, ne. In ja, to je en tak res eksponiran objekt, že v preteklosti bil stališča stroke, ne, ker so o njem pisali tisti, ki tako na mojem področju kaj veljajo, kar nekaj takih pomembnih mož, je pisalo o Šenkovi hiši tam nekje od 50 let naprej. In tako, kot si rekla, ne, ampak so ves čas sodelovali tudi z lastniki, takrat z Ludvikom Virnikom, ki je bil mlad gospodar. In potem sta z ženo Mimi hotela tudi ona dva to hišo malo posodobiti, ker namreč prej približno 100 let je bila v lasti sosedne kmetije in je bila to in funkcionirala kot poselska hiša, ne, tako da je bila v razsutem stanju, ko sta ona dva tja prišla. In sta naredila belo kuhno in sta si želela imeti tudi stranišče noter in tako. In potem sta dobila tak opomin strani spomeniške službe, zakaj si pa vendar predstavljajo, da so vsi povedali, koliko imajo pomembno hišo in oni pa zdaj delajo stranišče v črni kuhnji, ne. In v nekaj dneh je bila tam inšpekcija, ampak za razliko od današnjih dni so se pač dogovorili, da za sodobno življenje stranišče in kopalnico pač potrebuješ. So se dogovorili, kam jo lahko umestijo in sta tudi v tistem letu dobila denar od spomeniške službe, da sta lahko uredila pač svoje življenje v tej hiši, ne. So dobili denar za pač narediti sanitarije, vodo, okna popraviti na način, kot se je spomeniški službi zdelo pomembno. To so mehanizmi, ki jih danes nimamo, ne. In tam za Šenkovo hišo, če ste opazili, je bila potem ena taka tudi imenitna hiša, ki rečemo Jenkova kasarna, kjer je bila zelo podobna zgodba. To je tudi na Jezerskem. Na Jezersko sploh tak imeniten prostor, kjer so 500-letne domačije, v katerih in na katerih ljudje še danes živijo. In Jenkova kasarna je v 50 letih pogorela. Skratka, to je bila tam v 16. pa v 17. stoletju objekt, kjer so prenočevali tovorniki. Zato tak velik in imeniten objekt. In je pogorelo je ostrešje in en del objekta. In je takrat Zavod za spomeniško varstvo Kranj to hišo vzel za 20 let v najem in je država financirala kompletno obnovo in rekonstrukcijo, ne. To se pač danes ne more zgoditi, ne. Danes bi v takem primeru rekli, zelo nam je žal, bomo naredili dobro dokumentacijo in to je vse, kar lahko naredimo, ne. Tako da so bile v preteklosti seveda tudi marsikateri problemi, ampak nekatere stvari so se pa lahko rešile, ko so nam danes lahko predstavljajo nerešljiv problem. Z Šenkovo je pa pač tako, da so se sedanji lastniki zdaj odločili, da bojo od domačije živeli, da bo to turistična kmetija. Obnovili so staro hišo, Pravžitkarco, ta manjšo hišo, ni bila v tako dobrem stanju, da bi lahko ohranjali, so jo podrli pa naredili na novo, ampak tudi vanjo prenesli recimo star baročen strop pa še nekaj drugega lesenega materiala. In za nas kot službo je pomembno to, da oni rečejo, lahko sodelujemo s spomeniško službo, pomembno je, da z njimi sodelujemo
obnova ni dražja kot novogradnja, ker smo to mi zdaj vse dali skozi in to lahko iz prve roke rečemo. A ne? In se mi zdi to taka dobra reklama. Ja, vsekakor, jaz mislim, da smo skoraj vsi slišali lahko v letošnjem letu za to zgodbo, ne nazadnje noter je zdaj vsebina, ne. Vsebina, ki je pa najbolj zelo zahtevna, ne, za turistične namene je kar treba še več sanitarij, več vsega, da je to vse funkcionalno, ne, zato je bilo treba najbolj še toliko bolj biti pozoren, kako se to izvaja in počne, ne. Ja, ampak moram reči, da tukaj je bila res tako taka dobra ekipa, ne. Kot arhitekt je sodeloval Marko Šenk, ki je tudi njihov sorodnik, ne, ampak gospod z veliko izkušnjami in pa predvsem z res odnosom do te dediščine, ki je na nek način tudi malo njegova, ne. In smo se pač trudili vse te vsebine nekako smiselno umestiti. Mi smo opravili tudi res veliko raziskav na tej hiši, od sondiranja fasade in notranjosti, najdeli res fascinantne poslikave, naredili smo dendrokronološko analizo lesa, to so naredili oddelek za lesarstvo na biotehniški fakulteti, kjer se je pokazalo, da je bil les v ostrešju recimo en še iz 17. stoletja in tako naprej. Praktično naredili smo vse raziskave, kar smo jih lahko za en tak objekt. In kar je zložilo stvari v res fascinantno zgodbo, ne. Sploh potem, ko se je lastnica Polona dogovorila še za zgodovinsko študijo, a ne, ko je naredila Polona Zalokar, in ko je po zgodovinskih virih prišla do prvih omemb Šenkove domačije. Prva omemba Šenkove domačije v Urbarjih je iz leta 1524 in to se nam je zdaj zelo dobro poklopilo z arhitekturo, ne. Zdaj vemo, v katerem obdobju so bili, kdo je bil lastnik in kaj se takrat s hišo dogajalo. In kaj na nek način lahko rečemo, da je v 500 letih zgodovine te hiše se hiša spreminjala, je rasla, ne, in da je vsak od lastnikov nekako ohranil tisto, kar je bilo dobro in kar je potreboval, zato je v osnovi tloris še vedno iz 17. stoletja in okna so iz 17. stoletja okviri, ne. Hkrati pa spremenil za potrebe, ki so bile takrat pač nujne, ne. In se mi je zdelo, da s to prenovo smo nekako tudi sledili temu, ne, da ohraniš, kar je dobro in spremeniš za tisto, kar potrebuješ. Ja, vsekakor čestitke, ne, mislim, da to je bil res tvoj tudi tak zelo pomemben projekt, ne, nazadnje, kdor malo pozna Jezersko, ne, mislim, je tudi po svoje zanimiv primer, ne, Jezerjani so res, se mi zdi, tako izjemno trmasti in samosvoji, ne, tam tistih 5 familij, ki obvladuje Jezersko, je res takih in je to dober primer pravzaprav za druge, ne, če ste uspeli pri trmastih Jezerjanih in zelo posebnih, pol mogoče je še kje kakšno upanje, ne. Ja, ker zdaj sodelujemo tudi z drugimi Jezerjani, ki bojo, upam, da v naslednjih letih tudi se lotili nekako take malo večje prenove svojih domačij. Vsaj 2 od njih, no, Podršnikova pa Ankova, sta take, v katerih ta trenutek ne živijo, ampak jih čaka boljša prihodnost. Načrte. Ja. Dobro. Zdaj, omenila si že prej lokalne skupnosti, ne, tukaj je ena lokalna skupnost, naša. Nekaj sem prebrala, zdaj sem malo več iskala, kaj počnete, tudi en tak primer slab, ne. Mislim, da ohranitve vasi na Soriškem polju, tam ste omenili pravzaprav, da pa je na nek način problem tudi sodelovanje z občino oziroma lokalno skupnostjo. Ampak zdaj pustiva Soriško polje, pa greva reči tukaj k nam, ne. Nam se pač ena zgodba žal ni posrečila, ne. Zgodba s Kofutnikovo domačijo je pač en tak žal nesrečen in žalosten primer z našega področja. Če rečemo, ok, Menačnikova se je posrečila, smo jo ohranili, smo jo še naprej ohranjamo in služi svojemu namenu, mislim, da z vsem. Se je bil pa potencial Kofutnikove domačije tudi
izjemno velika, ne. Zdaj tam smo pač zamudili tista leta, ko bi se dal kaj narediti. Današnji dan lahko izkoristimo tudi zato, da povemo, da smo pravzaprav mi kot upravljalci začeli z določenimi postopki, nam povedala, pač so zapleteni, ampak postopki, ki bodo pripeljali do rušitve tega objekta, kajti pravzaprav kaj drugega se več enostavno ne da narediti, ne. Naš poskus z umestitvijo, pravzaprav s prenovo na nek način, novo gradnjo, ki bi bila pa posnetek Kofutnikove domačije in bi pač se ohranila tukaj v našem Slavnikarskem parku, s tem etnološkim muzejem, smo ga načrtovali, predali projekt v eni zelo že izdelani fazi občini, se pač lahko rečemo ni posrečil, ker enostavno za to ni bilo podpore ne znotraj občinskih struktur in zgodba je pravzaprav zdaj neslavno končala, ne. Vključno z možnostjo kandidiranja na evropska sredstva, ki bi bila mogoče čez ene druge socialne projekte sicer, ampak kjer je bila pot odprta. Zdaj, kako ti vidiš to zgodbo? Malo si z nami tudi sodelovala, raziskala tudi neke stvari, ki so bile v tej hiši, saj potencial hiše je ostal, ne, to je ohranjeno, kar je bilo znotraj hiše, žal pa sam objekt očitno ni bil prepoznan v tem okolju kot objekt, ki bi ga bilo vredno ohraniti. Ja, meni ti ga zelo žal, ne. Zelo žal zato, ker imam en tak, ne vem, tudi malo emocionalen odnos do tega objekta, ki je bil moja strokovna naloga, ko sem prišla v to konzervatorsko službo, ker sem poznala lastnika, ker sem se in sama in skozi sodelovanje z Vilmo Vrtačnik-Brščun in z njenimi učenci in skozi njihove raziskovalne naloge res tako, bomo rekli, da smo nekako izčrpali to družino in zgodbe, ki jih lahko ta družina in hiša pripovedujejo. Žal mi je zato, ker se mi zdi, da je to res ena taka, lahko bi bila, ne, lahko bi bil en tak, ena taka hiša, ki bi pripovedovala o teh malih ljudeh v Domžalah skozi zelo različne fokuse, ne. Eno je pač ta napol lesena, napol zidana arhitektura, ki je več ni, a ne. Recimo, pač, to je tip hiše, ki je v konec 19. stoletja tukaj prevladoval, danes jih imamo pa mogoče 5, a ne. To je ena stvar, ampak ta se mi mogoče še niti ne zdi tako, za me tudi pomembna, ampak predvsem to, katere sporočila in katere zgodbe bi lahko ta prostor nosil, a ne. In to so ene takih, ki smo jih že omenili, te slamnikarske, pa ženske na tujem, pa vse to, a ne, v Ameriki, kjer imamo skozi njihovo družinsko izročilo res izjemna pričevanja, ne. Druga je pa še taka zgodba, ki se meni zdi za ta prostor, tako kot slamnikarce niso več, to je pa še tabu zgodba, a ne, to so pa rejenci. Rejenci, o katerem se ne govori tukaj, čeprav vemo, da je to prostor. Đacovelli. Ja, no, ja, ampak ne, ni to javna zgodba. In tukaj so dejansko bi lahko to postalo pač tudi vsakdanja zgodba o tem, ne, za tiste, ki ne veste, v tej hiši gre zgodba tako, da so v bistvu niso imeli otrok in so šli potem po otroka v Trst, ne. Kar je bilo zelo pogosto, ne? Kar je bilo zelo pogosto, ja, v tem prostoru. In to je skratka druga polovica 19. stoletja, ko je v tem našem prostoru, ko sta v bistvu obstajali dve inštituciji, v Ljubljani pa v Trstu, kamor so lahko pač hodile roditi ženske, ki niso zmogle več skrbeti za svoje otroke. In ti otroci so šli potem v rejništvo, ne. In ta zgodba se je dobro končala, ne. Ta rejnik je postal v bistvu lastnik, ne. On je postal gospodar kmetije in se je praktično priimko ohranil do pred včerajšnjim, ne. In zato se mi zdi, da so se tako in ne,
po vseh teh zgodbah še dejansko zgodba zaposlovanja v kasnejši povojni domžalski industriji, ker ta zadnji lastnik je bil zaposlen v Endoplati Jarše. In to sporočilo se mi zdi res izjemno, ne? Da v bistvu ena taka majhna hiška nosi toliko različnih zgodb in dejansko simbolnih poudarkov tega prostora. Ja, se pravzaprav še nisem imela, da te je bil še jarški župan, pa še ta zgodba, pa da tam je bil tudi en zelo pomemben sedež v času upora in druge svetovne vojne, ne? Ja, in potem tudi izseljenska, oni so bili potem tudi deportirani, en kupenih vse. Pokrijaš, koliko je to, 100 let. 100 let skozi eno družino. Ja. To je bilo res tisto, mene je tudi to fasciniralo, kaj vse ta hiša prinaša. Zdaj, lahko sva delno lahko reče, kolikor bomo najbolj žalostni, ne? Čeprav bomo morali biti, na žalost, celo mi, ki smo se toliko trudili, ne? Vsaj v kulturnem domu, za ohranitev zdaj sprožilci, zato ker enostavno zgodba postaja nevarna. A veste, objekt je v takem stanju, da je nevaren za okolico, je leglo marsičesa, tam ni več varno, ne želimo si, da kdorkoli sploh začnemo odhoditi in karkoli in vse zdaj absurd bo, da bomo celo predlagatelji tega morali biti, da bomo pač zagotovili. Jaz upam, da bomo delno ohranili zgodbo tega prostora s tem, da se bo prostor ohranil kot tak, da bojo tam morda kakšne table, kjer bomo pač popisali vsaj del te zgodovine, pokazali, kakšna je hišica izgledala. Mogoče postavili luto, ki je bila zelo luštna za vaško druženje. To bi bilo super, tudi zato, ker recimo to so taka območja, ki praktično nimajo javnih prostorov, ne? Ta na nek način razen sprehajalna os ob Kamniški Bistrici, so to ta spalna naselja, ki nimajo javnih prostorov, ne? In lahko bi to postal en tak javni prostor, ne? Mogoče prostor za druženje, prostor, kjer se lahko ljudje na kakšno klopco pod drevesom usedejo in mogoče pomislijo na to, kaj se je tukaj dogajalo v preteklosti. Ja, to bo pač prostorsko, upam, da nam uspelo, no, da bomo prepričali tiste, da na tak način. Zdaj, vse je pa sam projekt mogoče etnološkega parka, če tako rečemo, se pravi, mi imamo projekt pripravljen, kjer se objekt zgradi, seveda z nekimi modernimi premesmi, kjer ste pa že sodelovali tudi stroka, ne, kako bi to morali izgledati, na isti tip gradnje s podstrešjem, kot doživljanskim prostorom, z nekim delom muzeja. Zdaj to zrisanje, to pripravljanje, mogoče bo prišla kdaj kakšna bolj ambiciozna in do kulturne dediščine tudi bolj prijazna oblast, ki bo pa morda začutila v tem nek potencial. Mi smo ga kot ekipa videli, ekipa je bila kar velika, ne, smo to počeli in smo bili prepričani, da ima to zgodbo. Mogoče se bo pa kdaj še kaj v pravo smer odvijali, kaj misliš? Upam, močno upam, zato ker to je tip hiš, ki jih dejansko konzervatorsko najtežje ohranjamo. Zato, ker jih praktično ni mogoče prilagoditi za sodobno življenje. Če so jezerske hiše, je mogoče, ne? Zato so se tudi ohranile do danes. Tam pač ljudje še zmeraj živijo in se pravi, Ivan Sedej, eden od konzervatorjev, je rekel, da te jezerske hiše so se v taki meri ohranile, tudi zato, ker so tako velike, da se lahko vse spremembe načina življenja naredijo znotraj njih. Medtem ko ta drobna lesena arhitektura, ne, z vežo in 2 sobama, v njih v bistvu ne moramo ustvariti pogojev za sodobno bivanje, razen če ima nekdo strašno rad, ne, in jih ima recimo bolj za vikend kot za stalno življenje. Ne. Saj so, pač na nekaterih območjih so na ta način tudi še ohranjeni in živijo naprej. Recimo, letos smo bili z družino na Češkem in tam je tega še pravzaprav kar veliko. Mi tukaj v našem prostoru si pa ne predstavljamo, da lahko v takih hišah živimo in to je ta problem.
bolj odnosa in tega, kaj mi kot, kaj menimo, da nekako lahko prilagodimo sodobnemu času, ne. In tudi te ostale lesene hiše, ki so še tle naokrog, v bistvu, če se v naslednjih nekaj letih verjetno kaj ne bo premaknilo, je vprašanje, koliko so še rešljive. Dobro, mogoče še kdo iz publike želel kakšno vprašanje postaviti, Saši, izvolite, Janez. Gospod Sveta, mogoče ena tak, najprej zgodba, potem vprašanje. Veste, da se klatam Bogni posodni dost. V redu, pridem na parcelo. Poslaja, pride ven lastnik, kaj delaš tukaj? Pa slika, kdo ti je dovolil slika? Jaz rekel, nič ne bom odnesel, samo lepo mi je bom po sliku. Če te lepo, potem pa kup si to bajto, ne? Se počaki, aj vaša? Ja, zgin! Se tam ne umem se počaki, nič. Slabdan, treba reči, slabdan. In pridava potem do tega, da vsakega zmaja nasmejiš, če si imečkar mojsta, ja, in na konci dobre voleratu in začel pripovedovati, koliko je otrok noter, kaj se je dogajalo v tej hiši, nora zadeva, 3 freske gor, ampak tisto, kar je najbolj kritično, sleme razkrito, to bo šlo v malora, letnica gor, 1700, ne vem, recimo 20, 30, mogoče neki tasga in komu na koncu rečem, v redu, če že vi niste za to, mogoče bo nekdo od vaših naslednikov videl biser v tem, ne? Dajte naredite nekaj, dajte samo slemenjake gor, ker streha je začetek in konc pravzaprav vsakega tasga bisera, ne? Zdaj pa vprašanje vam pogledajte, kaj pa lahko spomeniško varstvo naredi v tem primeru, da bi se tisti 3 slemenjaki nazaj naredili in da bi jih če danes nima noben občutka za to, da bo mogoče nekdo v drugi generaciji isto bi se naredil s Strošenkovo hišo. Meni verjete, da bi šlo v maloro, če ne bi ta dva Polona in Drejc z Bogami videla, da se tukaj nekam da in hvala Bogu, da ste vi skup stopili. Jaz sem tudi slikal to staro položitkarsko hišo, prosim je, če lahko naredim sliko potem, ki je zdaj noter, ko not stopaš. To je ta varianta. Jaz sem bil zelo začuden, ko je Drejc rekel, takrat je rekel, dovolili so mi. Tisto položitkarska hiša bi enkrat počepnila sama vase, biser bi šel. Danes stoji tam. Vem, da je včasih tudi vam težko reči v redu, pripelj Budožer pa narediti nekaj zelo podobnega. Ne? Ampak še enkrat vprašanje, kaj lahko naredite vi v tem primeru, če se lastnik brani pokrit tisto. On ve, zakaj je, se lahko je sam razkril, da se bo čim prej podrl. Ta prve, kar je mi je vprašal napred, me je nadrl, a si od spomeniškega varstva, ker če bi bil Madonna, ne bi bil več živ, to tisto, ja. Hvala za zelo ekspresivno zgodbo. V resnici ne moramo narediti skoraj nič. Včasih v kakšnih primerih, ko jih ljudje hočejo ohraniti, pa recimo, da so pač neke socialne razmere take, da je to težko, se lahko dogovorimo z občino, da pomaga. Mi kot služba nimamo nič več denarja na voljo, da bi to lahko naredili. Smo ga imeli v preteklosti. V preteklosti je bilo drugače. So v bistvu zavodi dobili od države nekaj denarja, ki so ga lahko sami razporejali, smo rekli, na spomeniške akcije. Danes temu nažalost ni več tako. Tako da v resnici smo v teh primerih absolutno nemočni. Nemočni in lahko z ljudi samo lepo prosimo, da pač to naredijo. Ko sem potem na vašo firmo interveniral, sem dobil odgovor, vse poslikali, je krasno, čez 3 leta bo šlo to tisto. Ja, se to pravi, da je ta bistvena razlika med recimo obdobjem tam v 50-ih pa v 60-ih letih, ko so se recimo za take primere se je dalo dobiti denar, danes se ga pa ne. Tako kot sem prej povedala recimo za Jenkovo kasarno, en tak meni ljub primer je tudi v Kropi, tisti, ki poznate te konce, v Kropi je zdaj objekt, ampak iz Krope so hoteli narediti cesto na Jamnik, ker je prej ni bilo, to je bilo v 50-ih letih, je bilo v bistvu Kropa konc sveta. In potem so hoteli Kropo povezati z Jamnikom in so začeli graditi cesto. In so odkrili to slovensko peč. Skratka, na tem ovinku. Tako.
Slovensko peč, to je v bistvu en relativno primitiven način predelave, je bila fužina za predelavo železa, ki je bila pozabljena, ker se je bila potem nadomeščena z 2 novima fužinama, ampak, to se pravi takrat, to je bilo leta 52, se je lahko preprojektiralo cesto, zato da se je ta slovenska peč ohranila. Danes kaj takega ni mogoče. Danes rečemo, bomo podokumentirali in to je vse, kar lahko naredimo. Ker pač so mehanizmi drugačni, odnos drugačen, tako da tukaj smo. In mislim, da je nam zelo težko sodelovati v teh postopkih, zato ker se zavedamo vrednosti, se zavedamo možnosti, hkrati smo pa popolnoma nemočni. Janez je pravzaprav občutil, kako zgleda, kadar vi pridete nekaj na eno. Uživo si to zdaj, zato ste rekel. Mogoče še nekaj pogledajte, prej sem je zalomilo tiste, ki ste rekla, ohranili bomo pač tiste kozovce, ki so kaj uredni ostali, pa Bog pomagi bojo šli. Zakaj ni v Dolomitih junaka, ki bi se upal en kozovc podreti? Res je, da jih imajo na pamet, govorim, 17 ali pa 18 zgor do ajnih ena, potem se zadeva neha. Do tega, do kamer smo pravzaprav nekako gravitirali, mi Slovenci od Kanalske doline, pa potem Zilske doline in vse naprej. Zakaj pa mi v Evropi, ki bi lahko stavili na te karte, da smo neki svetovno posebnega kozovci, samo težimo, Boga mi, da bi čim prej pobrali, naredili smo dolke za opice, lepo živalski vrt, v Šentrupertu, hvala Bogu, saj tam jih bo vsaj tistih 37 ostalo, kukar jih bo ostalo, pa samo čakamo, da se bo sesul. Mislim, tukaj, pogledajte, nikoli ne bomo doumeli, da mi mečemo svinje, bisere svinje, to tisto res, stran jih mečemo, škoda. Ampak to je to, kar v bistvu je stvar odnosa. Ni vse stvar samo pač denarja, ampak je tudi stvar odnosa. Na Tirolskem ali pa v nekih enih drugih delih nam bližnjega sveta je pač nedoumljivo to, da ti pač nek objekt, ki so živeli tvoji predniki noter, z njim narediš karkoli drugega, kot da ga ohraniš. Mislim, da je to pač tisto, kar se moramo mi zavedati, pa hkrati tudi sprijazniti, da nasilo, nažalost, ohranjati ne moramo, ker potem pač ljudje naredijo to, odkrijejo slovenjake, počakajo 2 zimi, ali pa tako ni več kaj rešiti. In jaz pač mislim, da moramo delati in graditi na spremembi odnosa, da edino to nas lahko, ali pa kozovce reši. In meni je bilo strašno pozitivno v tem projektu, ko smo se ga šli zadnje 2 leti, to, da ko smo govorili z lastniki, da večina od njih je kozovce pripravljena vzdrževati, čeprav jih ne potrebujejo. In mi smo pol delali tudi take strašne popise, analize, vse sorte in smo ugotovili, da jih je večina, to je okrog 70% kozovcev je v relativno dobrem stanju. Tudi to in v največji meri so to enojni kozovci, ki jih pa sploh za nič drugega ne moreš rabiti. Za enojnega kozovca ne moreš narediti objekta, pa tudi ne more biti nadstrešenca za avto. Pa so jih lastniki še vedno pripravljeni ohranjati z odnosom, če so moji ta stari to postavili, ne bom jaz tisti, ki bom to uničil. Tako da, jaz mislim, da moramo predvsem na tem odnosu graditi naprej in pa na tem, da damo tem ljudem vseeno eno priznanje, ali je to skozi neko popularizacijo, ali je to skozi ne vem kaj, ampak mislim, da če se država hvalimo s kozovci, pa če smo prepričani, da je to naša skupna dediščina, potem bi mogli za to tudi poskrbeti. Samo eno kratko vprašanje še, kdo pa je financiral obnovo večino kozovcev, ko se iz tujine, Kalotar, pelješ v nam in prideš v Dovje, ne vem, če je še kje ob cesti več kozovcev kot tam, to je koliko foršlus pravzaprav, ne?
Škoda, tisti najlepši tam, ki ima križ zraven. Tam bi zabremzal vsakeč, ki sem en pelem, tako čudovit motiv, točno tisti se podira. A je to občina financira? Ja, občina Kranjska Gora. To je Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora in v bistvu, tle je res odvisno od lastnikov. Lastniki se lahko prijavijo in lahko dobijo pomoč pri obnovi stolženkov in pa pri obnovi strešne kritine, ki pa mora biti lesena. Če se pač s temi pogoji strinjajo, potem dobijo nekaj malega denarja zraven. Ja. Čisto bom še kakšen stavek, glede Jovanko iz domačije, ki je povedal, ker je tisto je biser, ravno tako stara, kot je Šenkova domačija in tisto, kar opazujem, vsaj 30-40 let že tam tisto je žalost. Zdaj, da ste mi pa sreč povedala, da se bo tudi tam začel nekaj delati. Ja, ima nove mlade lastnike, tako da mislim, da bo šlo tudi tam naprej, ja, ne nazaj. Super, hvala. Dobro, jaz mislim, da smo nekako priromali do konca. Saši se bomo zahvalili. Jaz sem prav gotovo prepričana, da taki pogovori, kakšen mičken košček k temu, da bi vsak od nas začutil to svojo povezanost s preteklostjo in z dediščino, sprav, da prispevamo. Najbrž nas bo tudi kdo še pogledal na spletnih forumih, kamor bo ta današnji pogovor tudi kmalu odromal. Sem zelo vesela, da vas je toliko prišlo danes tudi na to, da ste tudi svojim obiskom pokazali, da vas tema zanima in da seveda veste, da bo Saša zanimiva sogovornica, tako da res hvala in sem vesela, da smo še naprej tudi sodelavci in da bomo, upam, to držali tudi naprej. Hvala vam, mogoče naslednjič že z novo Bernikovo knjigo se dobimo. Hvala, da vabilo. Ja, pa še vsi, ki niste bili v Menačevku, pejte pogledati razstavo. Do 20. novembra res Katarina je pripravila super razstavo zidnih prtov, z našega prostora, dediščina novembra, tako da je še čas in pejte pogledati, se mi zdi res ena luštna zadevca. Je bilo lepo, ne?